Ja, Slovenska Karitas že dobra 3 leta izvaja projekt Mind, migracije, povezanost, razvoj, ki ga sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Namenjen je torej ozaveščanju o povezavah med migracijami in razvojem in tudi o ciljih trajnostnega razvoja. Za začetek te predstavitve bi vam rada pokazala en filmček, ki je nastal v sklopu naše akcije ozaveščanja, kaj je dom, o tem, kaj ljudem po različnih državah, ki so tudi partnerice v tem projektu, pomeni dom. Pa si ga kar poglejmo. Hemma för mig är där min älskade hustru befinner sig. Pre mňa je domov miesto, kde sa môžem vždy vrátiť. Para mí estar en casa significa un lugar donde estoy tranquila y segura con mis 3 hijos. Meine Heimat besteht aus Indien, wo meine Eltern herkommen, aus Frankreich, wo ich aufgewachsen bin, und Österreich, wo ich jetzt wohne. Pre mňa je domov miesto, kde môžem byť vždy sama sebou. Hemma för mig är Stockholm. Heimat hat für mich mit Menschen zu tun und Heimat ist für mich dort, wo mich Menschen annehmen, so wie ich bin. Dom je prostor, kamor se zmeri rada vračam. Heimat ist für mich, wo ich mich am Kühlschrank bedienen darf, ohne lang nachfragen zu müssen. Domov je pro mě místo, kde můžu svobodně tvořit. Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Meni je dom tam, kjer imam svojo posteljo in svojo sobo, kjer me noben ne moti. Para mim, estar em casa é quando eu posso chegar, tirar os meus sapatos e sentar-me no sofá e poder respirar. É onde eu rio mais, onde eu choro mais, é onde eu me sinto mais segura e onde há as pessoas de quem eu mais gosto. Zdaj pa mogoče, če vsak izmed vas tudi premisli pri sebi, kaj pa vam pomeni dom. Tudi mi smo po različnih dogodkih, ki smo jih organizirali v Sloveniji za mlade in tudi splošno populacijo ljudi spraševali, kaj jim pomeni dom. In večinoma smo dobili odgovore, da jim dom pomeni varnost, toplino, sprejetost, ljubezen, tam, ker so lahko to, kar so, kjer je njihova družina in podobno. Žal pa vsi na svetu nimajo tako varnega in toplega doma. Verjamem, da se strinjate s trditvijo, da si vsak človek zasluži varen prostor, ki mu lahko reče dom. No, in zdaj si bomo pogledali en filmček Luigija Johannesa, ki je prišel iz Eritreje v Slovenijo, kakšna je bila njegova pot, kaj sedaj dela v Sloveniji, pa si ga kar poglejmo. My name is Luigi. I come from Eritrea. The way it was very difficult, but I did it. I started from Sudan to desert to Libya, and I arrived to Italy by this Mediterranean Sea. Yeah, and now I am here in this country. I started learning the language. Yeah, and little things also I do also. Now driving license, I'm learning still. Yeah, I'm looking for a job, like to change my life, to find my future. No, vesela sem, da ima Luigi danes že službo. Letos je začel z delom, naredil je tudi vozniški izpit v Sloveniji, tako da
počasi, a si bo lahko res ustvaril življenje, pogoje za dostojno življenje v Sloveniji in s tem tudi boljšo prihodnost zase in verjamem, da tudi za njegovo družino v Eritreji. Pa bi vam rada prebrala še zgodbo Šiarja iz Sirije. Bil sem učitelj angleščine v šoli v Alepu. Ko se je pričela vojna v Siriji, sem moral pobegniti, saj je služenje vojske obvezno. Vojaško vodstvo ne zaupa Kurdom, kar pomeni, da bi bilo vedno v prvih bojnih linijah. Če bi me ujela ISIS, bi me usmrtili. V obeh primerih so bile moje možnosti preživetja majhne. Preselil sem se v Turčijo in spremljal, kaj se dogaja doma. Moja družina je ostala v Siriji. Razmere so se slabšale, zadnje leto so se boji prestavili na ulice, na katerih sem odraščal. Izstrelki so popolnoma uničili okoliške zgradbe. Starši in sestre so se mi pridružili v Turčiji. V Turčiji nismo uspeli pridobiti ustreznih dokumentov, mlajši sestri nista mogli nadaljevati šolanja. Po televiziji smo spremljali, kaj se dogaja doma in postalo nam je jasno, da se ne bomo mogli vrniti. To je bil velik šok. Starša sta se odločila, da bomo z ladjo odpotovali v Grčijo, ter si v Evropi skušali ustvariti boljše življenje. Bil sem prestrašen, saj smo se zavedali, da lahko na poti umremo. Oče je našel mlade tihotapce z orožjem, katerim smo morali plačati med 1000 in $1200 za pot ene osebe. Najprej smo 8 ur potovali na avtobusu do obale. Naslednje jutro smo se na čolnu odpluli proti Evropi. Na majhnem čolnu nas je bilo 52, bili smo izpostavljeni soncu in nismo imeli vode. Motor se je med potjo 4-krat ustavil. Nismo imeli navigacije ali mobilnih telefonov. Ženske in otroci so jokali. Bilo je grozno. Prepričan sem bil, da bomo umrli. Imeli smo srečo, da smo prispeli do grške obale. Prvi koraki v Evropi so bili polni upanja. Potem smo hodili. Bili so izjemno žejni in utrujeni. Hodili smo okoli 8 ur, preden smo prispeli v begunski center v Grčiji. Slabi pogoji v kampu me ne motijo. Nisem pričakoval luksuza, postelje ali hrane. Ko dežuje je mrzlo, a bomo preživeli. To je begunski kamp, kamp za ljudi, ki pridejo in gredo. Z družino želimo nadaljevati pot proti severu. Živeli smo v očarljivi vasici v Alepu. Ko se situacija popravi, se želim vrniti domov in študirati jezikoslovje, da bom lahko pomagal naslednjim generacijam. Zame je ta zgodba vseeno polna upanja, sploh ta zadnji del, Šiar se želi vrniti nazaj v Sirijo, tam, kjer se je rodil. Tudi sama sem se imela priložnost srečati z eno begunko iz Sirije pred 4 leti in sicer smo bili na eni skupni konferenci v Franciji in je povedala, da je imela po 4 letih vojne v Siriji vsega dovolj in se je odločila, da odide v sosednjo Armenijo. Kar me je pa zelo ganilo, je bilo pa to, da je rekla, ni bilo tako težko spakirati kovčka, vzeti ste najnujnejše stvari, kar je bilo pa težko, je bilo pa zapustiti svoj domači kraj, vse spomine, ki so se tam gradili vsa leta, prijatelji, svojo okolico. Tako da takrat sem razumela, da vsak človek si želi načeloma razviti in živeti tam, kjer se je rodil, v svoji domači okolici. Nihče si ne želi kar tako zapustiti svojega doma, razen če ga življenjske razmere v to ne prisilijo. No, pa zdaj še vas vprašam, kaj bi pa vi vzeli seboj na pot, če bi morali zapustiti svoj dom v naglici. Recimo, da bi lahko vzeli 5 stvari, 5 predmetov, brez katerih ne bi mogli živeti. Ne vsak malo razmisle, kaj bi vi vzeli seboj. In kaj tudi o tem razmislite, kaj bi vse zapustili za seboj, kaj bi bilo najtežje. Mogoče to, kar je povedala tudi moja znanka, begunka iz Sirije, ki je odšla v Armenijo. Po ocenah Združenih narodov naj bi danes na svetu bilo 272 milijonov ljudi, ki živijo zunaj držav rojstva ali izvornega državljanstva. Zakaj ljudje po svetu sploh zapuščajo svoj dom? Kakšne so vzroke za migracije oziroma selitve? Sigurno je en velik vzrok migracij, množičnih migracij oziroma prisilnih migracij so konflikti in preganjanje, vojne. Naj naštejem samo nekatere.
v Sudanu, v Centralnoafriški republiki, v Somaliji, pa še mnogo kje drugje po svetu. Tukaj sem vam dala v PowerPoint na desni strani sliko iz Centralnoafriške republike. Tukaj vidite eno družino. Zakaj sem dala to sliko? Lani sem v sklopu programov Slovenske Karitas, ki jih tam izvajamo skupaj z našimi misionarkami pa sestrami, prvič obiskala Centralnoafriško republiko. In začudena sem bila v bistvu, kako je to revna država. Država ima ogromno naravnih bogastev, kot so nafta, uran, koltan, zlato in še druge. In si rečeš, kako je lahko tako bogata država tako revna. V državi pa že nekaj let traja konflikt in to predvsem seveda zaradi boja, zaradi naravne vire, tudi strani pač razvitejših držav, ki seveda domačine med seboj malo kregajo, dobavljajo z orožjem in tako navadni ljudje, domačini pa živijo res v skrajni revščini. To so pač posledice teh konfliktov. Tudi že več let hodim na terenske obiske v Ruando in Burundi, kjer ima Slovenska Karitas največ razvojnih in humanitarnih projektov, ki jih podpira. In že nekaj let, zdaj od leta 2015, se vsako leto soočam s konfliktom v Burundiju. Takrat se je začelo ob volitvah v letu 2015, potem pa nadaljevalo. In zaradi tega je iz Burundija zbežalo 60,000 beguncev v sosednjo Ruando, recimo, to je samo eden od primerov. Potem zaradi velike politične krize, ki vlada že nekaj let v Venezueli, se je sedaj izselilo več kot 4 milijonov ljudi v sosednje države, največ v Kolumbijo. Da o vojni v Siriji sploh ne govorimo, kakšne posledice je pustila ta vojna na prebivalstvo. Ko gledamo to sliko, se človek vpraša, kdaj se bo ta država zopet obnovila, postavila na noge. Se pa včasih čudim, ko gledam kakšne slike, kakšne dokumentarce, da se ljudje celo vračajo v ta res porušena mesta in se v teh ruševinah ustvarjajo novo življenje. In človek občuduje njihov pogum, tako kot tudi pogum vseh ljudi, ki so pa zaradi te prisile odšli na to dolgo, tvegano, naporno pot. No, tudi mnogo Slovencev se izseljuje iz svoje domovine. Že v zgodovini se jih je mnogo izselilo, recimo v času pred drugo svetovno vojno. Vemo, da se je skoraj 500,000 Slovencev izselilo v tujino, se pravi od zadnje polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne, kar je res ogromno. Tudi po drugi svetovni vojni so bili mnogi Slovenci preganjani in so morali zapustiti svoj dom. Nekateri so odšli v Venezuelo, v Argentino, v Avstralijo in drugam po svetu. No, na sliki je moja prijateljica Marija, kateri starši so pred 70 leti odšli v Venezuelo. Ona pa se je v letošnjem letu zaradi krize, ki traja v Venezueli, vrnila. Rekla mi je, moji starši so odšli v Venezuelo z enim kovčkom in ko so prišli tja, so imeli elektriko, vodo, nafto. Jaz pa danes odhajam z 2 kovčkoma, da bi pustila vse ostalo, kar je imela. Odhajam pa v času, ko v Venezueli ni ne vode, elektrike, nafte, čeprav je to dežela, ki ima polno nafte. Tako da vidite, kaj ena kriza lahko pač naredi. Da so ljudje res prisiljeni zapustiti svoj dom in je rekla še, da se nikoli ni mislila, da bo mogla zapustiti svoj dom v Venezueli. No, eden od vzrokov za prisilne migracije je tudi skrajna revščina. Če pač ljudje nimajo možnosti, da bi sploh preživeli, da bi dali svojim otrokom kaj za jesti, da so podhranjeni, da si ves obupan, je človek tudi prisiljen v bistvu zapustiti svoj dom, da bi sploh preživel. No, vse več pa je tudi okoljskih migrantov, o katerih se žal premalo govori. Posledice podnebnih sprememb namreč vsako leto prisilijo mnogo ljudi, da zapustijo svoj dom, predvsem zaradi suš ali pa tudi katastrofalnih poplav. Največ teh notranje razseljenih ljudi, ki grejo znotraj ene države v drug kraj ali pa tudi sosednjo državo, je v bistvu v Afriki.
Jih je pa tudi ogromno recimo v Aziji, kot so recimo države, kot so Bangladeš, kjer so zelo pogoste poplave in še kje drugje. In tudi recimo zaradi teh posledic, ker primanjkuje vode, tukaj sem vam dala eno sliko otrok, ko gredo s kanticami po vodo do prvih vodnjakov, recimo morajo otroci že zelo zgodaj vstajati, da pridejo do prvega vodnjaka, sploh v časih, ko so sušna obdobja, pa tudi veliko sem na terenu v Afriki, se z ljudmi pogovarjam, sploh na vasi, mi pravijo, včasih smo vedeli, da je posaditi, je bila sušna pa deževna doba. Zdaj pa tega več ni jasnega, nikoli ne vedo, kdaj bo, in v bistvu to zelo vpliva na prehrambeno varnost. In če se ne morejo preživeti, zato mnogi ljudje v bistvu zapuščajo svoj dom, ali pa če jim uniči vse, hišo, polje, tudi zapustijo svoje domove. Sama sem se v letu 2017 srečala s 500 družinami, ki so se zaradi hude suše v kraju Kirundo v Burundiju izselile v kraj Ruzo. Pač bili so zelo obupani in jaz sama v življenju še nisem videla bolj prestradanih ljudi, ko sem se z njimi srečala. Na Slovenski Karitas smo jim takoj priskočili na pomoč preko naše akcije za srce Afrike in jim dali v bistvu najprej hrano, oblačila, odeje, potem pa tudi semena, motike, ker so dobili tam tudi en košček zemlje. In po enem letu sem se z njimi zopet srečala. Vesela sem bila, res, ko sem videla, da so bolj polni obrazov, bolj nasmejanih obrazov in bolj polnih obrazov. In potem sem jih spraševala, kaj nameravajo sedaj pač narediti. Če se mislijo vrniti v njihov domači kraj, bojo ostali tukaj v Ruzo, a bodo odšli kam drugam. In večina izmed njih mi je pač povedala, da nazaj se ne želijo vračati, ker so tam stalne suše. Nekateri so celo že odšli v sosednjo Tanzanijo, kjer je več priložnosti za delo. V Afriki je v bistvu res ogromno teh notranjih migracij, tudi znotraj države, seveda pa, če se ljudje selijo v drug kraj, pa seveda delajo tudi dodaten pritisk na že tako omejene naravne vire, ker na podeželju Afrike se večina ljudi preživlja s poljedelstvom in je dostikrat že tako premalo zemlje za vse domačine, tako da res skupaj bijejo potem težek boj s temi priseljenci, seveda, da vsi lahko preživijo. To je pač realnost veliko afriških držav. No, so pa vzroki za migracije tudi manj prisilni, takšne kot bolj mi v Evropi poznamo, pač ekonomski, gospodarski vzroki, da se izboljšamo svoj položaj. Recimo v preteklosti so ljudje veliko hodili tudi iz Slovenije s trebuhom za kruhom, recimo v Nemčijo, v Ameriko, da so si postavili malo višji standard, ali pa tudi zelo pogost je beg možganov. Tukaj na sliki vidimo dr. Tamaro Levičnik, ki je zdravnica, ki je pa prišla iz Bosne in Hercegovine delati v Slovenijo v želju za boljšimi pogoji. Je res odlična zdravnica, ki dela v jeseniški bolnišnici, ljudje jo imajo zelo radi. Letos je pa sodelovala tudi v naši kampanji Kaj je dom in z nami podelila svojo zgodbo, zakaj se je preselila, kako je sedaj tukaj v Sloveniji zadovoljna, kako so ljudje sprejeli. No, seveda, eden izmed razlogov je lahko tudi študij. Tudi vi imate, sem prepričana, vaše sošolce, tudi iz tujine, ali pa neki osebni razlogi, kot je ljubezen, poroka in tako dalje. Razlogi za selitve so različni. Poznamo torej, kot smo zdaj spoznavali, različne vrste migracij. Najtežje so te prisilne migracije, ki so ponavadi tudi najbolj množične, ko je oseba prisiljena bežati v drugo državo zaradi golega preživetja, ali je to vojna, ali pa tudi v bistvu, ker se ne morejo preživeti, pridelati hrane. Po drugi strani pa poznamo svobodne prostovoljne migracije, kjer se pač oseba po lastni volji in v okviru obstoječih zakonov spremeni državo bivališča, vendar je to seveda ne bi bilo nujno potrebno. Poznamo tudi, kot smo zdaj spoznavali, notranje migracije, to so selitve znotraj države in zunanje mednarodne migracije. Na svetu je danes skoraj 80 milijonov ljudi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom. Tale
skala tukaj je pa ta številka iz leta 2019, ob koncu leta, no, skala pa kaže prisilno razseljene osebe ob koncu leta 2018. Tako da vidite, da v enem letu se je število prisilno razseljenih oseb povečalo za 10 milijonov. Tako se vidi, da so na svetu res velike krize, ki silijo ljudi, da zapustijo svoj dom. Največ pa je, kot sem že prej omenila, notranjo razseljenih oseb na svetu, 46 milijonov od tega, se pravi, ki so znotraj države, največ znotraj držav Afrike, beguncev je 6 milijonov, se pravi tisti, ki so šli v druge države, tisti, ki pa še prosijo za azil, jih je pa 4,2 milijonov. Malo pojmov smo že spoznali, se pravi, mednarodni migrant je oseba, ki vsaj leto dni živi zunaj države, v kateri je bila rojena ali v kateri ima državljanstvo. Prosilec za azil je tista oseba, ki v določeni državi zaprosi za mednarodno zaščito oziroma azil in čaka na odločitev države. Medtem se ne sme prisiliti, da se vrne v svojo državo. In ko prosilec za azil dobi zaščito, dobi status begunca, to pa je oseba, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, zaradi rase, vere, narodnostne pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju zunaj države, katere državljan je in ne more ali zaradi strahu noče uživati varstva te države. Pa še enkrat ta termin, se pravi notranje razseljene oseba, to je oseba, ki je prisiljena zapustiti dom, a ostane na območju svoje države. Pojmov je sicer v povezavi z migracijami še več, ampak jaz sem z vami hotela pač podeliti te osnovne pojme. No, poznamo tudi države izvora in države gostiteljice. Kot vidite, na svetu prihaja kar 68% beguncev iz 5 držav. Največ je beguncev iz Sirije, 6,6 milijonov, sledi Venezuela, 3,7 milijona, Afganistan, 2,7 milijona, Južni Sudan, 2,2 milijona, Mjanmar, 1,1 milijon beguncev. Največ teh beguncev pa biva v sosednjih državah, to pa so države gostiteljice, kar 73% beguncev na svetu biva v 5 sosednjih državah. V Turčiji največ, 3,6 milijonov, se pravi, to so begunci iz Sirije. Si morate predstavljati, kakšno breme je to tudi za državo gostiteljico. V Kolumbiji 1,8 milijona, to so begunci iz Venezuele, potem v Pakistanu 1,4 milijona beguncev iz Afganistana, v Ugandi 1,4 milijona beguncev iz Južnega Sudana, v Nemčiji pa 1,1 milijon beguncev, večinoma iz Sirije, pa tudi iz kakšnih drugih afriških držav. No, sledil bi pa recimo Libanon, ki gosti skoraj 1 milijon beguncev iz Sirije. To je ena velika solidarnost teh sosednjih držav. No, kako pa je z migracijami v Sloveniji? V Sloveniji je sedaj 250 226 prebivalcev, kar predstavlja 12% vseh prebivalcev Slovenije, ki so bili rojeni iz tujine. Največ jih prihaja iz Bosne in Hercegovine, kar 43%, sledi Srbija z 10%, potem pa Severna Makedonija in Kosovo, vsak po 7%. Manjše procente imajo neevropske države, Rusija, Kitajska, ZDA, Argentina in Kanada. Trenutno pa v Sloveniji ne živi niti 1000 oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite. Se pravi, ta številka je res majčkena, tako da večinoma prihajajo migranti, priseljenci v Slovenijo iz držav Zahodnega Balkana. Mnogi so si tudi ustvarili dom in pridobili državljanstvo v Sloveniji. No, tudi Slovenci, kot sem že prej menila, smo se vedno izseljevali v tujino. Zame je to kar presenetljiva številka, ker 143 500 ljudi slovenskim državljanstvom je v letu 2017 živelo v tujini, 66%
v EU državah, Nemčiji največ, sledita Hrvaška in Avstrija, izven Evropske unije v Srbiji, potem pa sledijo Kanada, ZDA in Avstralija. Večina se je selila seveda zaradi zaposlitve, 41% starih med 25 in 39 let srednješolsko izobrazbo, v zadnjih letih pa je porast izseljevanja med prebivalci s terciarno izobrazbo. Letno se izseli Slovenija skoraj 9.000 mladih, kar je res velika številka, seveda vsi v želju po boljših priložnostih, boljših zaslužkih. No, kaj pa je pomembno pri vključevanju v novo okolje? Ena zelo pomembna stvar je sigurno, da se človek najprej nauči jezika. Pa si bomo tudi tokrat pogledali en kratek filmček priseljenca, ki je prišel v Republiko Češko in se je moral naučiti jezika. S kakšnimi težavami se je soočal? Ze školky mám takovou veselou historku, že jsem se chtěl zeptat spolužáka, kolik mu je let, a zeptal jsem se otázkou, kolik máš hodin. A ten kluk mi vlastně začal odpovídat, kde všude mají po bytě a u známých hodiny, a zjistil jsem, že vlastně to není asi správně zvolený slovo. Ja, seveda, poleg jezika je tudi pomembno, ko človek pride v novo državo, da si uredi prebivališče, recimo begunci, recimo, ko dobijo status azila, si morajo poiskati prebivališče in to jim velikokrat predstavlja veliko težav, še posebej, če je njihova barva koža drugačna, ima veliko težav. No, zame je bila sigurno ena stvar, ki bi jo vzela s sabo na pot, zdaj, ko vem, koliko je izobrazba pomembna, oziroma potrdilo o tem, kakšno izobrazbo si dokončal, bi sigurno vzela s sabo na pot, če bi morala zapustiti eno državo in oditi drugam. Pri nas je v bistvu zelo težko potem pridobiti to izobrazbo. Predstavljajte si, da morate v bistvu, če želite, da imate priznano srednješolsko izobrazbo, delati maturo v slovenščinem jeziku. Meni bi bilo seveda po tolikih letih, ko sem končala šolanje, že danes težko delati maturo. A si predstavljate nekoga iz tujine, ki se mora v bistvu najprej dobro naučiti jezika, da lahko pridobi to izobrazbo. Seveda priseljenci se morajo tudi v bistvu urediti dostop do zdravstva, velikokrat so tudi tukaj težave, do socialnega varstva, seveda in tudi najti zaposlitev. Za nekatere je to lažje, recimo za ženske priseljenke pa to veliko težje, recimo sploh te, v katerih recimo družine so bile združene, recimo veliko težav, veliko težje recimo pridobijo zaposlitev recimo ženske iz Kosova, ki so prišle tukaj s svojimi možmi, ker niti ne znajo dobro jezika in tudi v svoji državi ponavadi niso bili zaposleni, tako in zato je vključevanje v družbo še težje, pa tudi težje se znajdejo v družbi nasploh. Seveda pri vključevanju v družbo je pomembno, da sprejemamo drug drugega. Se mi zdi, da je to sprejemanje potrebno iz obeh strani, prilagoditve z obeh strani. Tako kot se mora en migrant potruditi naučiti jezika, tudi sprejemati naše običaje, navade, pravila, ki so v družbi, tako pa po drugi strani moramo pa tudi mi sprejemati njih in se poskušati v bistvu z njimi družiti, pogovarjati, jih spoznavati, ker le, če bomo spoznali njihovo zgodbo, bomo vedeli, pač jih bomo razumeli, zakaj so se preselili, ker za vsemi temi številkami migracij se v bistvu skrivajo čisto osebne zgodbe. Niti dva migranta, begunca nimata enako zgodbo, zato je prav, da vsakemu človeku prisluhnemo in če v bistvu skupaj delamo, skupaj sodelujemo, se mi zdi, da lahko res naredimo veliko več za lepši svet. No, zdaj si bomo pa pogledali še dva filmčka. Prvi filmček je od gospoda ravnatelja Popoviča Gorana, ki dela v osnovni šoli Livada, je pa priseljenec iz Srbije. In evo, zdaj se nahajamo na vhodu osnovne šole Livada. Verjeli ali ne, jaz sem postal ravnatelj
osnovne šole, klasične slovenske šole, klasične z določenimi specifikami. To je primer, da tudi priseljenec, kateri se iskreno in dobronamerno trudi, verjame vase, da lahko je zelo uspešen tudi v Sloveniji, v slovenskem prostoru. Meni je dana možnost, da se dokažem in ta šola je osnovna šola Vivada. No, drugi filmček pa je od Daniela Nzotama, ki je šel v želji po boljšem življenju iz Kameruna in je prišel v Slovenijo. Danes ima prvo afriško trgovinico v Ljubljani. Pa si poglejmo. Dobar dan, moje ime je Daniel Nzotam, sem iz Kameruna in jaz sem lastnik za tale majhna afriška trgovina v Sloveniji. To je edini in prvo afriška trgovina v Sloveniji. Kaj delamo tukaj? Prodajamo samo afriški izdelki. Tole priimek je platano. To ni banane, to je platano in veliko Slovenci imajo rada tale platano. To je ful boljše, da lahko peče in lahko tudi kuhaš. In tukaj je afriški kozmetik, to je črnoafriški milo, to je 100% črno milo, to je iz Nigerija. In kaj moramo reči, tukaj so palmovo olje in tule je začimbe, pa tak stvari. Stvari, ki Slovenci so najrajše, so tole. Baobab, to je tigra v oreške, pa baobab. Tale ta trik, da Slovenci so zelo raje. In pa tale, kako se reče še enkrat, mi imamo 3 variante, pa moringa. Imamo moringa prahu, pa moringa čaj. Tako da to Slovenci so zelo naraje. Če nisem prišel v Slovenijo, težko Slovenci dobi tale izdelki. Tako da to je, kaj prodajam v trgovina in dobrodošli na naša trgovina. In to je to. Hvala lepa. Več teh videov in zgodb si lahko ogledate tudi na naši Facebook strani Skupni dom, da boste še bolje razumeli, kako migrantje prispevajo k razvoju v Sloveniji, kaj delajo, kakšne so njihove zgodbe. Ja, prispevek migracij k razvoju je sigurno treba priznati. So temeljni steber razvoja v več regijah, tudi v Evropi. Velik delež migracij je odraz potreb držav po delovni sili in znanjih. Nedavno nazaj sem slišala en podatek, da bomo čez 80 let v Sloveniji prebili kar 500 000 migrantov, da bodo pač pomagali v sektorjih, kjer bo primanjkovalo slovenske delovne sile. Evropa pa bo potrebovala 12 milijonov migrantov na ta način v prihodnjih desetletjih. Kakšen je prispevek migrantov k razvoju države gostiteljicah? Migrantje blažijo negativne posledice staranja prebivalstva in upada rodnosti in hkrati tudi izseljevanja mladih. Vse to prispeva k pomanjkanju delovne sile. To zelo velja tudi za Slovenijo, kjer je največ migrantov iz Zahodnega Balkana, ki najbolj pogosto opravljajo nižje kvalificirana in slabše plačana dela v gradbeništvu, skladiščenju, transportu, trgovini. Mnogokrat so na žalost izkoriščeni, kršene so njihove pravice. Vemo pa, da brez teh del, ki jih oni upravljajo, v bistvu naša država ne bi mogla normalno funkcionirati. In s tem, ko tukaj delajo, pomembno prispevajo tudi v sistem socialne zaščite, da je vzdržen naš pokojninski in zdravstveni sistem. Brez 3 delavcev, migrantov, bi bilo zaradi staranja prebivalstva to v Sloveniji zelo težko. Tudi s svojimi veščinami, delom, znanji pa prispevajo k razvoju gospodarstva, podjetništva. Priseljenci iz Zahodnega Balkana so zelo pomembno prispevali tudi industrijskemu razvoju Slovenije že od 60 let prejšnjega stoletja, pa še danes. To je tudi eden od faktorjev, ki zelo privlači te ljudi, da pridejo v Sloveniji. Poleg tega, da plačujejo davke državi s svojim delom, pa tudi veliko zasluženega porabijo v državi, kjer živijo.
in tako zopet prispevajo davčni sistem. Recimo priseljenci v Sloveniji porabijo do 80% vsega, kar zaslužijo v Sloveniji. Pomemben je pa tudi njihov prispevek na področjih kulinarike, umetnosti, literature, glasbe in športa. Predstavljamo si, kakšno bi bilo kakšno naše nogometno moštvo v Sloveniji, koliko bi imelo članov, če ne bi imeli priseljencev. Ali pa kako vsi radi pojemo kakšen burek ali pa kakšno indijsko hrano, pač pa tudi poslušamo kakšno glasbo iz drugih držav, pač to nas vse skupaj bogati. No, letos pa se je še posebno v času epidemije COVID-19 izkazalo, kako pomembni so ti delavci tako za delovanje družbe v Evropi kot v Sloveniji. Mnogi med njimi, po domače rečeno, so bili v prvih bojnih linijah in so še v boju s pandemijo COVID-19, saj mnogi delajo v zdravstvu, negi, logistiki, kmetijstvu, to so vse panoge, ki so zelo pomembne sedaj, da se čas epidemije čim lažje preživi in seveda je čim več ljudi ohrani svoje zdravje. No, migranti pa ne prispevajo samo k razvoju držav gostiteljic, ampak tudi prispevajo k razvoju države izvora. In sicer na ta način, da prenašajo pa znanja, ki so jih tukaj pridobili, in tudi finančne vire. Pač nakazila migrantov, diaspore v držav razvoj svojim družinam. In ta prispevek diaspore nazaj k razvoju v državah globalnega juga naj bi bil 3-krat večji kot skupaj vsa uradna razvojna pomoč in tudi druge investicije, ki se vlagajo. No, nažalost pa naj bi se zaradi socialno-ekonomskih posledic COVID-a v letošnjem letu za 23% približno zmanjšala ta nakazila v države globalnega juga. Tako bodo v bistvu te države 2-krat prizadete zaradi COVID-a. Tako danes je svet postal res ena velika globalna vas. Ljudje vsakodnevno vplivamo drug na drugega s svojim načinom življenja, pa naj se to zavedamo ali pa se ne. Seveda še najbolje pa ta globalizacija bila pospešena v zadnjem delu 20. stoletja z vsem tehnološkim, logističnim, telekomunikacijskim razvojem, seveda s hitrim pretokom informacij, blaga, s prosto trgovino. Globalizacija ima tako pozitivne pa negativne posledice na družbo. Sicer več pozitivnih posledic ima na države globalnega severa, kamor spadamo tudi mi, več negativnih pa na države globalnega juga. Še vedno peščica držav, družb in posameznikov na svetu bogati na račun izkoriščanja množice revnih kot poceni delovne sile in izkoriščanja njihovih naravnih virov. Konflikti, ki se dogajajo po svetu, so dostikrat povzročeni od zunaj, velike trgovine z orožjem, vemo pa, da nastradajo domačini, ki k temu niso nič prispevali. Tudi revni podnebnim spremembam ne prispevajo veliko. Ravno danes, ko sem bila na konferenci Dan Afrike, je nekdo povedal, da le 2% vseh toplogrednih plinov prispeva afriški kontinent. No, države globalnega juga pa res čutijo najhujše posledice teh podnebnih sprememb, s katerimi se pa sami pogosto niso sposobni spopadati. Pri nas je tako, da če se zgodi kakšna poplava, tudi mi to občutimo, naravna katastrofa, država pomaga, tudi humanitarne organizacije pomagamo, pa se ljudje že nekako postavijo na noge v državah globalnega juga, pa ti po noči dostikrat ni. Vsak izmed nas pa je soodgovoren za naš planet in za vse, ki živimo na njem. Zato je potrebna ne samo globalizacija kapitala, ampak tudi globalizacija naše solidarnosti. Sedaj bi vam rada predstavila še nekaj globalnih dejstev v zvezi tudi z globalizacijo. 62 najrevnejših ljudi na svetu poseduje toliko bogatstva kot 3,6 milijarde revnih skupaj.
12,7 milijonov ton plastika letno pristane v morju in pogosto tudi v prehrani morskih bitij. Zaradi širjenja puščav pa je vsako minuto uničeno območje velikosti 32 nogometnih igrišč. 4,5 milijarde ljudi nima urejenih sanitarnih razmer, 880 milijonov ljudi na svetu je brez dostopa do čiste pitne vode. Vsak 9. Zemljan trpi zaradi lakote. Sploh recimo trenutne krize so recimo v Venezueli, kjer je mnogo lačnih, pa v letošnjem letu, pa v prihodnjem še bolj, pa se bo zaradi socialno-gospodarskih posledic pandemije COVID-19 lakota v državah globalnega juga še povečala, posebej v Afriki, zaradi tega, ker mnogi ne morejo upravljati svojih majhnih gospodarskih dejavnosti, ki opravljajo z dneva v dan, da nekaj zaslužijo tudi zaradi zaprtja znotraj države, zaprtje meja, cene hrane bodo rasle, tako da se bo lakota v tem času na svetu, na žalost, še povečala, če ne bomo ukrepali. Preko 260 milijonov otrok in mladostnikov na svetu ne more hoditi v šolo. Vsi pa se zavedamo, da je izobrazba tista, ki bo mladim prinesla možnost za boljšo prihodnost, za poklic, da bodo lahko sami zaslužili za svoje življenje. Na svetu je tudi 200 milijonov otrok, ki morajo delati. Tudi veliko svetovnih znamk oblačil je produkt prisilnega in težkega dela otrok, ki pogosto delajo tudi v kmetijstvu, rudarstvu, gradbeništvu. Seveda zato ne morejo obiskovati šole. 5,2 milijona otrok mlajših od 5 let pa umre zaradi posledic bolezni, ki bi se jih dalo preprečiti ali ozdraviti. Dostikrat bi bil dovolj že kakšen antibiotik, aspirin, seveda pa čista pitna voda, ker mnogo mladih, mnogo otrok v starosti do 5 let umre tudi zaradi črevesnih bolezni, seveda pa hrana. Mnogi umrejo zaradi podhranjenosti. Kljub vsemu pa moram povedati, da se ljudje v državah globalnega juga, kljub temu, da imajo veliko težav, ki sem jim danes opisala, se pa znajo veseliti življenja, imajo bogato kulturo, tako da ne bomo samo negativni. Človek se tukaj lahko veliko nauči od njih. Pa konec koncev tudi koliko malo nekdo rab za svoje preživetje, življenje, da se da veliko bolj skromno živeti, pa tudi veliko bolj okolju prijazno. No, zato, ker je na svetu toliko težav, pa so nastali v letu 2015 cilji trajnostnega razvoja v agendi 2030, ki so jih sprejele vse države članice Organizacije združenih narodov. Ta agenda sestavlja 17 ciljev, ki poudarjajo skladen ekonomski, socialni in ekonomski razvoj. V primerjavi s razvojnimi cilji tisočletja, ki so veljali do leta 2015 in jih je bilo 8. Takrat jih je bilo treba uresničevati v državah globalnega juga. Te cilje trajnostnega razvoja v agendi 2030 pa moramo uresničevati vse države sveta do leta 2030, tako tudi Slovenija. Te cilji pa so odprava revščine, odprava lakote, zdravje in blaginja, kakovostno izobraževanje, enakost spolov, čista voda in urejene sanitarije, dostopna in čista energija, dostojno delo in gospodarska rast, industrija, inovacije, infrastruktura, zmanjšanje neenakosti, trajnostna mesta in skupnosti, odgovorna poraba in proizvodnja, podnebni ukrepi, življenje v vodi, življenje na kopnem, mir, pravičnost in močne institucije. Tukaj bom rekla, da je to tudi zelo pomemben cilj, ker iz miru izhaja marsikaj. Sama sem videla, kaj to pomeni v državah, če ni miru, razvoj ne gre naprej, ljudje nimajo nobenega upanja, mnogo infrastrukture je porušene, tako da mir je res en zelo pomemben cilj. No, nazadnje pa še 17. cilj partnerstva za doseganje teh ciljev, partnerstva vseh nas, držav, podjetij, raznih inštitucij, nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, lokalnih avtoritet. Če bomo delali vsi skupaj, seveda glede na potrebe lokalnega prebivalstva, tako bomo lahko uresničili teh 17 ciljev, da bodo lahko ljudje seveda preživeli in dostojno živeli. No, v naslednjih nekaj
slajdih bi vam pa rada predstavila, kako Slovenska Karitas preko svojih projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja pa humanitarne pomoči pomaga v Afriki in tudi drugje po svetu. Vsi ti naši projekti prispevajo k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Ob tem nas podpira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije prek kar nekaj projektov, nekaj imamo pa tudi lastnih akcij, tako za Afriko, kot za območje Zahodnega Balkana, kot tudi ob naravnih katastrofah drugje po svetu. Slovenska Karitas je svojo razvojno pomoč v Afriki začela v sodelovanju s slovenskimi misionarji, ki tam delujejo že desetletja in zelo dobro poznajo lokalne razmere in potrebe in tudi je velika racionalizacija sredstev, ker oni ne potrebujejo za svoje preživetje nič, ker nekateri so zaposleni v zdravstvu in dobijo tam plačo in tako naprej. Vse, kar pošljemo tako iz Slovenije, porabijo za projekte lokalnega prebivalstva. Sodelujemo tudi z lokalnimi Karitas. Naša mreža Caritas Internationalis ima 162 članic po celem svetu, tako da se lahko povežemo s Caritas mnogimi državami in skupaj izvajamo razvojne in humanitarne projekte. V Afriki pomagamo že 15 let in v tem času nam je skupaj uspelo zgraditi, obnoviti in opremiti 7 šol in vrtec, 6 zdravstvenih centrov, 3 porodnišnice in 15 večjih vodnjakov. Torej, v mnogih afriških državah, še posebej na podeželju, primanjkuje te osnovne infrastrukture. In tukaj recimo bi vam rada malo več povedala ob tej sliki šole, desno zgoraj. V letu 2012 je šolo v kraju Nyangunku v Burundiju porušil vihar. In ko sem jaz prišla v letu 2014 na teren, so mi tam lokalna skupnost, starši so mi rekli, da bi imeli radi v bistvu novo šolo za njihove otroke, ker mnogi že nekaj let, pač 2 leti niso mogli hoditi v šolo, nekateri so lahko v sosednjo, vendar ni bilo dosti prostora za vse. In mi smo takoj rekli, seveda bomo podprli gradnjo te šole, prijavili smo se tudi na razpis Ministrstva za zunanje zadeve s projektom in ga tudi dobili, nekaj smo prispevali tudi iz lastnih sredstev, akcije za srce Afrike. In v letu 2016, konec leta, je bila ta šola že zgrajena. In sedaj poteka pouk tam. In vsako leto, ko zdaj pridem, da sem bila že 3-krat od začetka šole, tako da moram reči, da so zelo veseli, da imajo to šolo. Vesela sem bila, ko sem tudi slišala, da enega učitelja, ki je že sedaj v penziji, ko je rekel, kako je vesel, da koliko vidi, koliko deklic več sedaj hodi v šolo, kot je v preteklosti, s tem se prispeva tudi k enakosti spolov. Ta šola ima tudi sanitarije, tako za dečke kot deklice, tudi namestili smo 2 cisterne za zbiranje deževnice, streh šole in tako naprej, vedno poskrbimo, da vso to infrastrukturo zagotovimo v eni šoli. Zelo pomembne so tudi gradnja porodnišnic, zdravstvenih centrov. Levo zgoraj vidite dele prostore zdravstvenega centra v kraju Ruzo v Burundiju. Tam smo zgradili tudi novo porodnišnico. Jaz sem bila tam, ko je bila še star zdravstven center in je bila samo ena soba z 9 posteljami za matere, ki so čakali na porod in ki so rodile. Hkrati jih je bilo tudi 25 ženske so same prosile, če bi lahko zgradili novo porodnišnico za njih in smo podprli to tudi podpori Ministrstva za zunanje zadeve in zdaj stoji tam lepa dvonadstropna porodnišnica s 50 posteljami in ženske lahko po porodu ostanejo 2 dni, 3 dni, da se odpočijo, ker potem morajo običajno delati takoj na polje in so zelo zadovoljne tudi s skrbo. Tudi nasplošno so ljudje zelo zadovoljni z oskrbo v zdravstvenih centrih, zelo radi prihajajo v njih, to so te misijonski centri, ker dobijo vso potrebno skrbo, če pač nimajo sredstva, da bi plačali, jim tukaj vsem pomagajo in zato prihajajo res od daleč. No, kot vidite od spodaj desno sliko, to je gradnja te šole. Vsa gradbena dela so vedno vključeni domačini, ki na tem podeželju dobijo priložnost za delo, ki so običajno zelo redke. Večinoma se ukvarjajo s poljedelstvom,
pa mogoče čez kakšno trgovinico, ampak drugih možnosti za delo ni. To šolo je gradilo 192 staršev teh otrok, ki so potem dobili priložnost za delo in zaslužek, tudi znanja, dobili so tudi certifikat, tako da lažje potem delo dobijo tudi v prihodnosti. No, zelo pomembno je pa tudi zagotavljanje v bistvu čiste pitne vode. Zgradili smo že kar nekaj vodnjakov, da ljudje ne zajemajo z kakšnih takih onesnaženih virov. To tudi v bistvu zelo izboljšuje zdravje ljudi, da ni več teh črevesnih bolezni. Hkrati pa, če zgradimo vodnjak blizu vasi, se velikokrat tudi to težko nošenje vode, ki ga ponavadi upravljajo ženske ali pa otroci, zmanjša in tudi na ta način se prispeva k njihovemu zdravju. Podpiramo tudi različne projekte v teh zdravstvenih centrih za spremljanje otrok do 5 let. Tukaj se v bistvu odkrije največ podhranjenosti, matere se tudi ozavešča, ki imajo podhranjene otroke, kako jih pravilno prehranjevati, da bi se k temu izognili v prihodnosti. S pomočjo s hrano pa tudi že vsa leta pomagamo podhranjenim otrokom v Burundi, v Ruandi, Centralnoafriški republiki in na ta način je bilo v bistvu res rešenih ogromno življenj podhranjenih otrok. Ena je tudi Sofija, ki je ostala globoko v mojem srcu. Taka, kot jo vidite na sliki levo, je prišla v zdravstveni center v Mukungu in hvala Bogu so ji sestre rešile življenje. Jaz sem pa srečala, tako kot jo vidite na desni sliki, en mesec pa pol potem je bila že bolje, čeprav še ni bila zelo vesela, ti otroci dokrat so podhranjeni, so zelo žalostni. In kot vidite, je tako napihnjena. Podhranjenost nastane zato, če ni dovolj beljakovin in se voda začne nabirati v telesu, tudi velikokrat se koža lušči, izgubijo lase, kar je pa najhujše pa to, da ima velike to daljnoročne posledice. Ti otroci ne zrastejo s svojim letom primerno, recimo velikokrat sem srečala kakšnega otroka, pa mi je rekla sestra, Jana, koliko misliš, že je ta otrok star? Sem rekla, ne vem, 4-5 let, pa rekla sestra, ne, 9-10 let. Tako pa tudi v šoli se težje učijo, zato hrana je res zelo pomembna za vaš človeški razvoj. Na svetu je dosti za vse ljudi, samo pravilno ni razporejena. Pomagamo tudi šolarjem na Madagaskarju, šolskimi malicami že kar nekaj let, ker ti otroci ponavadi sicer jedo šele zvečer, ko pridejo domov. Vsi pa vemo, da se je lačen zelo težko učiti, tako da jim tudi to pomaga k boljšemu uspehu v šoli. No, naš poseben projekt, ki ga izvajamo v letih 2018 do letos, ravno v teh dneh se končuje, je projekt v Ruandi za učinkovitejšo rabo naravnih virov, za trajnostno preživetje prebivalcev, ki živijo v okrožju Karongi, to je na zahodu Ruande. V tem projektu smo ljudem pomagali pri izboljšanju kmetijskih praks. V prvem letu vsaka družina je prejela kozo, 600 družin je vključenih, potem tudi v vseh setvenih sezonah so prejemali semena, različne zelenjave, prejeli so tudi sadike sadnih dreves, kar jim bo daljnoročno pomagalo. Poleg tega pa tudi varčne glinene peči. Prej so kuhale ženske na odprtem ognju in so tako porabile več lesa za kuhanje. Sedaj smo mi pa že po enem letu povedali, koliko jim to pomaga, koliko manj lesa porabijo, pa tudi časa za pripravo hrano in ženske imajo pa čas za druge stvari. No, tukaj Ruanda je ob ekvatorju, dan je od 6 do 6 ure zvečer in tako, ker večina podeželja ni elektrificiranega, ljudje pol ne morejo zvečer kaj početi v hiši, razen ob sveču ali pa kerozinu, s temi svetilkami, kerozin je zelo škodljiv za okolje. No, sedaj smo jim pa zagotovili sončne celice z lučjo in so zelo veseli. Družine so že povedale, da se je otrokom izboljšal učni uspeh, ker se lahko tudi zvečer učijo ob luči, pa tudi oni so zelo zadovoljni, ker kaj najdejo po hiši, okrog hiše, pa tudi recimo radio lahko poslušajo sedaj, kakšen telefon nafilajo in tako naprej. No, tem družinam pa, da ne bi dali samo možnosti preživetja iz poljedelstva, smo jih usposobili tudi za varčevanje, posojila pa za zagon obrti. Recimo tukaj spodaj vidite eno mlado punco,
ki je v svoji skupini mladih deklet. Projekt je mu 480 odraslih članov, pa 120 deklet. V vsaki lokalni skupnosti od 12 po 10 deklet skupaj in so vsak mesec dali recimo €1 vsaka kot varčevanje v svojo skupino, potem so si pa lahko izposodile. No? In ta punca si je izposodila €40 in glejte, s kakšno trgovinico je začela v sklopu tega našega projekta, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. In že po nekaj mesecih je rekla, ko sem se jaz pogovarjala z njo, da že nekaj zasluži, poleg tega, da je najela ta prostor in tako za preživetje svoje družine. No, ta projekt je pa prav poseben, zato ker v njem sodeluje tudi slovensko podjetje Dama House Prestige. Tudi veste, da se zelo spodbuja, da podjetniki vlagajo v razvoj Afrike, tudi v smislu sredstev, prenosa znanj, čistih tehnologij. No, in mi smo 2 sodelavca Caritas Ruanda v lanskem letu povabili v Sloveniji, podjetnika iz podjetja Dama House Prestige, sta jih usposobila za izdelavo ekoloških stisnjenih opek iz prsti s pomočjo takih preš. 2 sta tudi donirala, 2 te preši je te podjetje doniralo, še 3 smo kupili iz projekta in ravno v teh dneh se zaključuje trening tudi ostalega lokalnega prebivalstva iz tega projekta. 250 ljudi iz 12 lokalnih skupnosti bomo usposobili za izdelavo teh opek in s prodajo bodo lažje preživeli. Vidite, kakšne so tradicionalne opeke za gradnjo hiš in kakšne so te opeke narejene s prešami, veliko bolj kvalitetne in to bo tudi daljnoročno ljudem prinašalo seveda dohodek in preživetje. No, poskrbeli smo tudi za varovanje drugih naravnih virov. Ta del Ruande je zelo hribovit in tudi sama sem doživela, kako v času deževne dobe plazovi odnašajo vidno prst, zato smo zgradili 5 hektarov teras ter posadili preko 600.000 sadik dreves in jih razdelili tem družinam, pa tudi širše na tem območju, da bi preprečevali erozijo. No, v času COVID-19 pa nas je ministrstvo zaprosilo, da del sredstev namenimo tudi za blaženje posledic COVID-19, tako da smo tem družinam zagotovili hrano, fižol, moko, riž in tudi higienske pripomočke za preprečevanje okužb, kemila, vedra, za vodo in tako naprej. No, Slovenska Caritas tudi pomaga ob različnih krizah po svetu. Tu sem dala, ker je bila to letos aktualna kriza v Keniji, so nas je zaprosila za pomoč župnija. Najprej so imeli poplave, potem so jim še kobilice uničile ves pridelek in je ogromno ljudi lačnih, tako da smo jim v bistvu priskočili na pomoč s hrano. No, v vseh teh letih pa smo tudi začeli, ko sem šla prvič na teren v letu 2010, sem videla, da ljudje res na podeželju Ruande, Burundije, kjer izvajamo največ razvojnih in humanitarnih projektov, nimajo možnosti za delo in preživetje. In potem smo z našimi misionarji razmišljali, kaj bi naredili, kako bi ljudem dali možnost za delo. In so rekli misionarji, zgradili smo te šole, zdravstvene centre in tako naprej, pa je treba okolico urejati, pa jih je treba počistiti, pa je treba drva nasekati za kuhane hrane, za podhranjene otroke, pa še mnoga druga dela za skupno dobro je potrebno upraviti. Pa rekli, pa dajmo povabiti slovenske darovalce, slovenske družine, da bodo darovali za plačilo dela staršev na misijonih v Afriki. In ta akcija sedaj poteka že 11. leto. Imamo vključenih preko 300 družin v različnih afriških državah, Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Eritreja, pa Madagaskar. Na podeželju dobijo starši €1 na dan plačila za delo, v mestu, kjer je standard višji, €2 in mlajši preživijo svojo družino. Akcijo smo pa kasneje razširili tudi še na Šrilanko in Albanijo. No, in sama se srečujem vsako leto, ko grem na teren s temi družinami in moram reči, da sem zelo vesela, ko vidim, kako napredujejo s tem zaslužkom,
Prva stvar je, da noben ni več lačen, podhranjen, da otroci hodijo v šolo, ker prej mnogo otroci tudi niso hodili v šolo, ker starši niso imeli denarja, da bi jim plačali šolnino, kupili obleko, kupijo si kakšno obleko iz tega denarja, posodo, počasi pa tudi kakšen košček zemlje popravijo ali pa celo zgradijo hiše, če nimajo svoje, in to jim povrne človekovo dostojanstvo. In ko se ena družina res postavi na noge, osamosvoji, v to akcijo vključimo nove revne družine. No, ekstremna revščina pa tudi ni tako daleč od nas. To fotografijo sem posnela v Albaniji 2 leti dobri nazaj, na podeželju. Tam sem zelo začudena, da ljudje tudi hodijo, recimo otroci hodijo peš v šolo uro pa pol, da nimajo v hiši tekoče vode, recimo zunimajne pipe, ker prihaja iz hribov, in še mnoge druge stiske. No, v Albaniji imamo 17 žensk, brezposelnih žensk, vključenih v program z delom do dostojnega življenja. Samo ena od teh žensk je imela do takrat, ko so se vključili v naš program, že delo. Ostale so bile celo življenje brezposelne in so zelo vesele, da lahko delajo in zaslužijo, tukaj je 50 evrov na mesec zaslužek. Vse, kar si želijo, je samo to, da bi lahko njihovim otrokom plačali šolanje, tudi da pridejo do univerze in da bodo imeli njihovi otroci lahko boljšo prihodnost. Na Šrilanki pa dajemo družinam kot en zagon, zagonska sredstva za obrt, da se družina postavi na noge, lahko malo nadgradi svoj obrt. Vključenih imamo 16 družin trenutno. Tako, to so, eni se ukvarjajo, kot vidite, s šivanjem, potem zrejenjem kokoši, gojenjem zelenjave, eni so frizerke, ne vem, eni imajo trgovino, vse sorte stvari, ko se družina postavi zares na noge, potem vključimo nove družine, najprej pač en trening, usposabljanje, skupaj načrt, potem pa začnejo v bistvu izvajati to v praksi. No, potrebe so bile pa tudi po plačilu dela zdravstvenih delavcev pa učiteljih v Afriki, tako da že 3 leta podpiramo tudi ta kader, kjer ni možno pač, da je dovolj plačanih strani države, tako podpiramo delo 9 zdravstvenih delavcev in 9 učiteljev, vzgojiteljev na različnih misijonih krajih v Afriki. Vedno pač želimo slediti potrebam na terenu. Razvojni in humanitarne projekte pa izvajamo tudi na območju Zahodnega Balkana, sicer v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Albaniji. Največ pomagamo pač s humanitarno pomočjo, s hrano, šolskim potrebščinam, sanitetnim, gradbenim in drugim materialom. Pa tudi podpiramo različne socialne programe, tudi izvajamo poletne tabore za mlade Slovence, ki hodijo pomagati v Bosno in Hercegovino družinam obnavljati ali pa graditi hiše. No, zdaj izvajamo že drugi projekt za opolnomočenje žensk v Srbiji. Na jugovzhodu Srbije poteka ta projekt. V prejšnjem projektu smo jih usposabljali za mehke veščine, pa tudi za več različnih zagonov, recimo neke obrti, čebelarstvo, zeliščarstvo, domača hrana. No, v tem drugem projektu, ki se je začel letos januarja, pa želimo ženske, ki se ukvarjajo s predelavo domače hrane, sadja pa zelenjave, predvsem usposobiti, pa jim tudi dati možnost, da bodo lahko to svojo obrt profesionalizirale. Trenutno so se zaključila praktična usposabljanja o tehnoloških postopkih predelave hrane, prej so potekala teoretična, pomagajo jim bomo tudi, da bodo certificirale svoje izdelke, da bodo ustvarile blagovno znamko pri dostopu na trgu. Podeljene bodo tudi izkušnje iz Slovenije. Tukaj sodeluje občina Kočevje in Razkrižje, Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije, ki bodo z občinami jugovzhodne Srbije podelile svoje izkušnje. Naša želja je tudi, da se vključi v finančne načrte teh občin v Srbiji, tudi sredstva za razvoj ženskega podjetništva na podeželju, pač tudi bodo pač izkušnje iz Slovenije dragocene. V tem projektu pa sodeluje tudi podjetje Talisman d.o.o. iz bližine Kranja, ki pa bo za te ženske razvilo
novo mašino, strojček, ki jim bo pomagalo v bistvu pri predelavi sadja oziroma zelenjave, kakršne bojo največje potrebe, in to bo v bistvu inovacija v projektu. V času epidemije COVID-19 smo pa s 50 ranljivim gospodinjstvom v občinah Aleksinac in Ražanj podelili tudi pakete s hrano in higienskimi pripomočki. Poleg tega so bile pa vse te ženske tudi izobražene o tem, kako se ravnati tudi pri predelavi in prodaji hrane v času epidemije. No, naša najnovejša akcija je pa Kupim kozo. Nastala je res na podlagi lokalnih potreb. V tem projektu v Ruandi, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve, smo 600 družinam kupili kozo. In po enem letu, ko so prišla na teren, so matere že pričevale, da se je pač podhranjenost v družini zmanjšala, predvsem zaradi gnojila, ki ga daje koza, in da predelajo več zelenjave. No, druga pobuda je pa bila, da so starši v Burundiju, ki so vključeni v program z delom do dostojnega življenja, včasih tudi skupaj obdelujejo polja in so ravno obdelovali ananasovo polje, ki so ga jim dali v brezplačen najem lokalne avtoritete, rekle, da vse je super, ampak potrebovali bi pa gnoj. Pa sem jim rekla, ga boste dobili. In tako smo že čez en mesec začeli z novo akcijo Kupim kozo. Sem si rekla, samo za 20 evrov, da ena koza lahko toliko spremeni življenje družinam v Afriki na bolje. Ja, to je pa res treba spodbuditi pač ljudi v Sloveniji, če je kdo pripravljen na ta način podpreti afriške družine, da se bodo lažje razvijale in preživele. Je pa takšna prošnja podobna prišla tudi z Albanije, tako da bomo akcija Kupim kozo tudi za Albanijo. V Afriki stane 20 evrov, v Albaniji pa 65 evrov. In vam res lahko rečem, da ta akcija tudi spreminja že sedaj, ko smo kupili 430 koz v Afriki, že do sedaj pa 60 v Albaniji, tem družinam življenje na bolje. No, pomagamo pa res tudi ob različnih humanitarnih krizah po svetu. Pomagali smo res ob vseh večjih, katastrofah, kot je potres Nepal, Haiti, poplave v Srbiji, Bosni, potem ob konfliktu v Siriji, v Južnem Sudanu, potem v lakoti v Afriškem rogu, pa še bi lahko naštevala. No, ena zadnja pomoč, ki jo dajemo v večji meri, pa tudi za krizo v Venezueli, kjer pomagamo s hrano, zdravili tam živečim Slovencem, pa tudi domačinom. No, in poseben projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve in smo ga tudi začeli izvajati v tem letu. In sicer je to 3-letni projekt, tukaj je napaka, traja do leta 2022. Je pa projekt celostna oskrba sirskih beguncev žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu. Cilj projekta je 80 sirskim begunkam žrtvam nasilja nuditi celostno oskrbo in zagotoviti varnost z namestitvijo. V zavetiščih Caritas Libanon, v partnerstvu z njimi poteka projekt, tam jim zagotoviti tudi hrano, higienske pripomočke, obleke, zdravstveno oskrbo. Te ženske, ki so žrtve nasilja, so deležne tudi psihosocialne, zdravstvene oskrbe in tudi pravne pomoči in seveda tudi pri postopkih na sodiščih jim pomagajo, hkrati pa so tudi deležne usposabljanja za praktične veščine, kot so kuharski tečaji, šiviljski tečaji, računalniški tečaji, ki jim bodo pomagali, da bodo lažje preživele, ko bodo prišle ven iz teh zavetišč. Tukaj so vključeni tudi otroci, za katere se izvajajo različne psihosocialne aktivnosti, pa tudi zagotovi se, da hodijo v šolo. No, Slovenska Caritas seveda tudi s svojim delom uresničuje različne cilje trajnostnega razvoja tudi v Sloveniji, kjer vsako leto pomaga veliko število družinam in posameznikov z osnovnimi prehrambenimi pripomočki, higienskimi, šolskimi potrebščinami, potem tudi v večjih stiskah pri plačilu položnic, pri kakšnih obnovah hiš, potem tudi plačujemo pri šolanju, recimo kosila, prevoz in tako naprej, omogočamo letovanje. No, mi smo na Slovenski Caritas pripravili v sklopu projekta Mind, tudi poseben kviz o ciljih trajnostnega razvoja, ki je dostopen na naši spletni strani.
in se lahko tudi preizkusite v tem kvizu v svojem znanju. V teh ciljih in lahko si pridobite tudi majčkeno nagrado. V začetku vsega meseca poteka žrebanje vseh tistih, ki so rešili kviz. No, že večkrat sem vam omenjala projekt Mind, ki govori o povezanosti migracij z razvojem. Poleg slovenske Caritas ga izvaja še 11 partnerskih organizacij iz skupaj 11 evropskih držav, če vključimo še Slovenijo. Ja. V letih od 2017 do 2021, se pravi, vsi prizadevamo za povečanje ozaveščenosti javnosti, povezanosti migracij z globalnim razvojem, se pravi vzroki za migracije, spodbujanju ljudi, sprejemanju ljudi iz različnih kultur in ozaveščamo o pomenu aktivne vloge migrantov v ustvarjanju razvoja v gostujočih in izvornih državah ter spodbujamo uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Projekt Mind spodbuja tudi politike v državah Evropske unije z zagotavljanjem varnih, urejenih in odgovornih poti migracij, naslavljanju temeljnih vzrokov za migracije in uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. Tudi ta projekt poleg Evropske unije podpira Ministrstvo za zunanje zadeve. Aktivnosti tega projekta so res različne. Organizirali smo 6 regionalnih okroglih miz po vsej Sloveniji na temo migracij in razvoja, tudi druge razprave. Potem organiziramo tudi solidarnostne teke pa pohode v solidarnosti z migranti, begunci, z vsemi tistimi, ki so bili prisiljeni zapustiti svoj dom. Mogoče tukaj malo bolj slikovno. Že drugo leto sodelujemo tudi pri študentskem teku nagrad. Letos poteka v posebni obliki, ker je bil v maju odpovedan. Poteka sedaj, se je začel v tem tednu in do konca decembra in vsak lahko dolžino 2,5 km, kolikor je pot od Prešernovega trga v Ljubljani do Ljubljanskega gradu, preteče v okolici svojega doma in se enako prijavi in bo tudi prejel majico in ga bomo poslali. Izbrali smo tudi na nagradnem natečaju najboljši slogan, šov nagrad, da objamem svet, je bil izbrani slogan, ki je tudi na majici. Tukaj vidite nekaj utrinkov, pa smo tudi poulične aktivnosti ob teku nagrad. Potem izvajamo tudi različne druge aktivnosti za mlade. Spodaj vidite recimo iz gimnazije Kamnik, smo imeli delavnice za učence, z nami je tudi bil Luigi iz Eritreje, ki je podelil svojo zgodbo z mladimi. Potem smo imeli tudi druge žive knjižnice, recimo v knjižnici Otona Župančiča, ker smo imeli tudi veliko ljudi z migrantskimi koreninami, ki so z obiskovalci podelili svojo zgodbo. Pripravili smo tudi razstavo o ciljih trajnostnega razvoja, ki potuje po vsej Sloveniji. Potem veliko sodelujemo tudi z diasporo, recimo tukaj slika Zavod Afriška vas, kjer skupaj vsako leto organiziramo afriško božično zabavo za otroke z migrantskimi koreninami. Potem, ker med vami tudi veliko bodočih novinarjev, v sklopu projekta smo organizirali tudi 5 novinarskih ekskurzij v dežele, iz koder izhaja veliko migrantov, beguncev, in sicer Bosno in Hercegovino, v Albanijo, v Srbijo, Centralnoafriško republiko in Burundi. Tako da so imeli kar nekaj naših novinarjev tudi možnost videti na terenu, zakaj ljudje zapuščajo svoj dom, hkrati pa tudi primere razvojnih projektov, ki pa ljudem omogočajo, da niso prisiljeni zapustiti svojega doma in so seveda o tem tudi poročali v slovenskih medijih. Tukaj vidite nekaj še utrinkov iz naših okroglih miz. Spodaj desno je bilo recimo ob izidu naše zagovorniške publikacije Naš skupni dom, ki je v bistvu to je prva taka publikacija, ki predstavlja zgodovinsko in sedanjo stanje povezanosti migracij in razvoja v Sloveniji. Veliko delamo tudi zagovorniškega dela s politikami. Tukaj v sredi vidite sliko, ko je bila Evropska komisarka za notranje zadeve v Sloveniji, smo bili tudi nevladne organizacije povabljene, da se z njo pogovorimo, pač naši pogledi na nov pakt o migracijah. No, zdaj smo prišli že do zadnjega dela. Kot veste, v sklopu projekta Mind organiziramo tudi nagradni natečaj za vse študente
Fakultete za družbene vede, seveda še posebej povabljeni študenti novinarstva, pa tudi vsi drugi. Čisto vsi študenti ste povabljeni, da sodelujete pri tem natečaju. Namen natečaja je spodbuditi poglobljen pogled na migracije, povečati osveščenost o pozitivnih učinkih migracij in o njihovi povezavi z globalnim razvojem. Dati vam želimo priložnost, da svojim avtorskim prispevkom pripomorete k širšemu razumevanju te kompleksne tematike v slovenski družbi in tudi k grajenju vključujoče družbe. Prispevek seveda naj bo v obliki časopisnega članka, lahko vključuje pač različne aspekte povezanosti migracij in razvoja, lahko pišete o vzrokih za migracije, vključevanje in sprejemanje migrantov v družbo, predvsem pa tudi k prispevku migrantov k razvoju v državah gostiteljicah in državah izvora, pa lahko tudi kaj napišete v luči izseljevanja, recimo iz Slovenije, pač tukaj vam dajemo čist odprte roke, lahko tudi dodate cilje trajnostnega razvoja. Članek naj bo v dolžini med 5000 in 7000 znaki s presledki, lahko dodate tudi 3 fotografije, niso obvezne. Rok za oddajo prispevkov je do 8. januarja prihodnje leto, pošljete na moj naslov, pa pripišite, da se gre za ta nagradni natečaj. Sestala se bo potem posebno ocenjevalna komisija, v kateri bodo tudi novinarji. Nagrade pa bojo za najboljše 3 prispevke, da bo vsak izmed najboljših prispevkov objavljen eden v enem od sledečih časopisov, v Delu, Nedeljskem dnevniku pa Primorske novice. Mi se res že veselimo vaših prispevkov in vas res vabimo, da prispevate k bolj pozitivnemu pogledu na migracije in tudi razvoj v naši družbi. Seveda, 3 zmagovalni prispevki bodo objavljeni v časopisih, ostale prispevke pa bomo objavili na naši spletni strani, na naši Facebook strani, tako da se bi lahko tudi ti prispevki prebrali s pomočjo pač v širši javnosti. Jaz se vam iz srca zahvaljujem za vašo pozornost, da ste prisluhnili, da vas te tematike zanimajo in res se veselim vašega članka na temo migracij in globalnega razvoja. Hvala!